Mario, zdaj začenja se dejansko nova sezona, že 6. po vrsti Kviz za Joker, a ne? Ti verjetno zdaj treme pred oddajo, ki se bo začela čez par minut, nimaš več, a ne? Hvala za tako zaupanje. Ne upam obljubiti, da sem čisto brez treme. Pred vsakim snemanjem me nekaj zvija, še zmeraj, ker seveda nikoli ne moreš biti popolnoma prepričan, da imaš vse niti v svojih rokah. Jaz upam, da smo pripravljeni, da smo dovolj vadili, ampak živci me malo delajo, tako da ne vem, koliko se to vidi, koliko se to čuti, ampak vem, da me čaka zdaj kar naporen večer, namreč moramo posneti 2 oddaji v enem dnevu, kar pomeni, da bom 4 ure pred kamerami govoril in se smejal in bil dobre volje in tako naprej, kar niti ni čisto enostavno, ampak okej, ni tako hudo, kot je bilo recimo pred prvo oddajo. A imaš mogoče kakšen poseben obred, preden začneš? Ne vem, če to obred, ampak imam, kaj ne rečem, zelo imam rad mir pred oddajo, se pravi, jaz pridem na televizijo zmeraj nekaj ur pred vajami, zato ker imam nek ritual, kaj moram vse narediti, da ko pridem v studio, sem miren, da nisem na nič pozabil, da vem, kaj moram narediti in da ne improviziram preveč. Ne. No, vse ta ritual mi zanima, kaj dejansko obsega? Ja, nič, jaz pridem v svojo pisarno, hočem biti sam, ne, tam si kuham kave, tako eno za drugo, vmes berem v gostih, si pišem neke zapiske, na glas govorim, kako bom začel oddajo ali pa te ključne momente, kaj bom govoril za napovednik, tako da bom suveren v studiu, ker želim, da cela ekipa, ki me snema, da ima opravka z nekom, ki ve, kaj dela in da se ne lovi in ne sprašuje druge za mnenje in tako naprej. In potem jaz uspem to v nekih 3 urah vse narediti in potem grem v studio in potem pa to bolj ali manj tehnične reči. Ne? Ja. Kdaj se oddaja zate dejansko začne? Verjetno ne danes dopoldne ali pa... Ko bi se, to bi bilo super, ampak ker sem tudi urednik oddaje, ne samo voditelj, se ukvarjam pa pravzaprav z oddajami ves čas. Če sem čisto konkreten od audicij, se pravi, ko imamo prvič audicije in jaz tam vidim kandidate, takrat se začenja ta izbor, da mi izberemo ljudi, ki so nam primerni za Jokerja in potem se začnemo ukvarjati z njimi in z oddajami in jaz pravzaprav vem za vse, tako tehnične, produkcijske reči, kot za vsebinske, imam nekako vse to rad pod sabo in da vidim, kako stvari grejo, tako da jaz živim s to oddajo, tako da težko ločim od oddaje naprej, s katero ves čas se s to oddajo ukvarjam, tako zadnja 3 leta, vsak dan skoraj. A sodeluješ tudi potem pri izbiri tekmovalcev? Sodelujem na nek način pri izbiri, nisem odločilen moment, ampak sodelujem pri audicijah, opravim z vsemi kandidati en intervju, tako da vidim, kako se midva ujameva, kakšno energijo začutim, kakšen feedback, ker to ni čisto vseeno. In to se posname in potem jaz te posnetke gledam, potem ko tako ekipa ljudi odloči, kdo pride, jaz pogledam še posnetek, da vidim, če se tudi jaz s tem strinjam. A iščeš njihove šibke točke? Pa niti ne, kviz je tako narejen, da slej ko prej najde Joker šibke točke sam, jih ni treba iskati, vsak je na to naletel še, ker so vprašanja iz 100 področij, nihče ne pozna vsega in še zmeraj je kdo prišel na kak tanek let. Eni večkrat, eni manjkrat, eni imajo malo več sreče tudi vidim, eni so bolj taktično pripravljeni, eni se kar tako malo improvizirajo, kar ni najboljš. Tako da so zelo različni ljudje, zelo različni pristopi in zmeraj nekako, čeprav je to, ne vem, danes bo 110. tekmovalec, bo zmeraj drugače. Vsak se malo drugače tega loti, ne, in vsi imajo velika pričakovanja in potem jaz se ves čas trudim, da jih dvigujem, da so oni ves čas dobre volje, da se ne sekirajo, česa niso znali, kaj si bo kdo mislil, ker to ljudje zelo radi počnejo. No, se je ravno ta energija, ki jo imaš ti skozi na odru, ne, v oddaji, kako jo vzdržuješ? Ja, ne vem, včasih se moram pač potruditi. Če je nimam, jaz mislim, da imam dovolj kilometrine za sabo, dovolj dela na televiziji, da vem, da je pač pred kamero treba dati najboljše iz sebe. Tudi če tisti dan tega nimaš sam, dovolj v izobilju, moraš to postrgati nekje in dati najboljšo izdajo sebe. Ne moreš priti zoprn ali pa tečen pred kamero, saj jaz nisem tak. Mogoče si to lahko privošči, je to njegov imidž. Moj imidž je, da sem prijazen, da sem dobre volje, da sem nekako naklonjen tekmovalcem in bi rad, da tako tudi ostane. Torej, včasih se moram malo bolj potruditi, včasih malo manj. Je pa zelo pomembno, recimo, ker snemamo več dni zapored, če bi recimo zdaj včeraj mi posneli 2 oddaji, ki mi ne bi bili všeč, bi danes bil slabše volje. Ampak ker smo naredili 2 fajn oddaji, sem danes že boljše volje. Tudi upam, da bomo danes tudi, da bomo jutri še boljše, ker jutri bom najbolj zmatran in ne rabim največ te
energije. Koliko sodeluješ pri izbiri vprašanj, pri naboru vprašanj? To pa ne, mislim, tega si pa ne bi naprto na glavo, se pravi, imamo eno ekipo sestavljavcev vprašanj in enega recenzenta, revizorja, ki vsa vprašanja, ki pridejo, opisuje v bazo, jih pregleduje, jih daje raznim strokovnjakom, če ni sam kos v pregled, da ni upisano kako vprašanje z napačnimi odgovori ali kaj takega, to je zelo zoprno kvizu. Moram reči, da se zelo, zelo trudi ekipa, ampak kljub temu se daj zgodi kakšna nejasnost, ker to je tako, ne, včasih mogoče možno več kot eno vprašanje ali pa se ljudje razburejo, da so mislili tako, pa je pisalo tako. Včasih moramo kakšno stvar pojasniti, ampak sem zelo zadovoljen, so zelo natančni in preden pride vprašanje v bazo, kjer je na stotine, mislim, da že nekaj tisoč vprašanj noter, mora iti čez nekaj sit, ne? Se mora sestaviti, nekdo ga mora pregledati, nekdo ga mora strokovno odobriti in potem gre noter. A ti veš odgovore na vprašanja pred oddajo ali jih zveš sproti v oddaji? Pred oddajo itak ne, ker ne vemo, kje vprašanja bodo, ampak ko dobim jaz vprašanje na monitor, takrat kot tekmovalec, je seveda razlika ta, da moj monitor ima pobarvan tudi pravi odgovor, tako da jaz vidim in pravi odgovor in razlago spodaj, ne, ki včasih pove Katja, včasih jaz, tako da sem že prej malo pametnejši, kot bi sicer bil. Kdo pa določa, kdaj bo razložila odgovor Katja, kdaj ti? To se podločim jaz sam, me dodajo, to je čista improvizacija, nekako gledam, da je nek ritem, da ni zdaj trikrat zapored, pa potem ne, vsake toliko, pa če mi kdaj pride prav tudi, ona mora ves čas biti na stand-byu, ker nikoli ne ve, kdaj bo poklicana, ampak se je že uigrala, tako da to midva že počneva, ker dosti rutinsko. Dober večer, Mario. Dober večer obema lušnjima kolegama, ki danes tekmujeta. Katja, ti si najbolj skrivnosten del te oddaje Kviza Jokerja, ne? Že od vsega začetka. Tako. Kako sprejemaš to svojo skrivnostnost? Iskreno mi je zelo všeč, zato ker vedno sem imela ful rada radio, oboževala glasove, jih poslušala. In to, da sem zdaj v tej vlogi, kjer me ljudje dejansko ne vidijo, ampak me samo poslušajo, da je neka tančica skrivnostnosti za tem, krasno mi je. Res moram reči, da mi je super vloga in sem zelo vesela, da me je Mario povabil k sodelovanju. Kako bi ti opisala svoje delo? Moje delo je v bistvu zelo nedoločno. Jaz sem nekdo, ki ve vse, ki vse obvlada, vse pozna, ima vse odgovore. Je zelo zanimivo, zato ker nikoli vnaprej ne vem, kaj bo človek povedal, kateri odgovor bo izbral, se pravi, jaz moram v trenutku, ko me Mario pokliče in ne vem vnaprej večinoma, kdaj me bo, takoj stvari obrniti, ne, takoj vedeti, kaj bom povedala, hkrati paziti, da ne povem preveč, ker potem ubijem vas čar, ne, na koncu, ko Joker izbere pravilni odgovor. Tako da včasih je, če je veliko zapovedati, če je kakšna taka malo zapletena stvar, me kar malo tako, kaj bom pa zdaj, in pol kar gre. Malo adrenalin šopa, ne? Je adrenalinsko delo, čeprav se mogoče ne zdi, ne? Ne, ker jaz dejansko vnaprej ne vprašanj, ne odgovorov ne poznam. Šele ko se pojavi na televiziji, šele takrat pravzaprav jaz vidim, kaj bo sledilo. To se pravi, da ti tudi ne sodeluješ pri izboru vprašanj? Nikakor ne. Ti tako samo dobiš? Niti jih nisem nikoli vnaprej videla ali prebrala, ne odgovora, ne vprašanj. Tako da, ja, je dejansko... Je potem to na vse zadnje presenečenje tudi zate? Vedno znova pri vsakem vprašanju nimam pojma, kaj sledi. Pa tudi ne vem, kdaj se bo Mario odločil, ne, da bom jaz uskočila. Ne. Se pravi, ti moraš biti vedno pripravljen. Vedno čakam, tukaj sedim. Bo zdaj ta moment, tisti moment, tako da je kar pestra. Se ti zdi, da imaš na ta način tudi malo niti oddaje v rokah? Ja, na trenutke, ne, bodimo iskreni, Mario je ta glavni, ki drži vse v rokah, ne, tako da on nekako me pokliče takrat, ko presodi, da me porabi, včasih tudi jaz uskočim, ampak v tistem trenutku, kako in na kakšen način bom pa nekaj povedala, pa razkrila, takrat pa za nekaj trenutkov imam celo jaz. Zdaj v tej sezoni se spet vračajo gledalci v studio, ne? To daje vse skupaj, bom rekel, neko nov adrenalin ali pa neko nov občutek, ne? Ja, to je zelo, zelo pomembno in zelo drugače za voditelja, če delaš v praznem studiu ali pa če je kdo noter, ki se smeji šalam ali pa ki zaploska komu, to je res ogromna razlika. Sicer ne bom rekel, sem se navadil tudi brez publike, mi je to bilo boljško, da ne bi delali, ampak zdaj je spet nekaj publike. Nimamo tribun, ne bodo ljudje skupaj se tiščali in sedeli, ampak bodo za kamerami na varnih razdaljah in v maskah sedeli, naši najbolj zvesti gledalci, in bodo malo skrbeli za vzdušje, za ta feedback. To je 20-30 ljudi, ne več, ampak to nam je dovolj, mi to potem v postprodukciji dodamo aplavze
imamo pa vsej prava mesta, ki morajo biti, tako da to je za delati super, včeraj je bilo tako kot dan in noč. Bojo pa zato lahko igralci oziroma gledalci še vedno igrali Jokerja tudi doma. Ja, to je pa od prejšnje sezone ostalo, to se je super prijelo. Joker doma, se pravi, hkrati s tekmovalcem v studiu, igrajo ljudje doma, to je taka družinska zabava, potem mi to tudi nagradimo, tako da so ljudje stimulirani, nekaj tisoč ljudi, mislim, da od 3 do 7 tisoč je to igralo med našo oddajo in upamo, da bodo še naprej, da bo to nek njihov novi ekran, drugi ekranček doma, eden televizije, drugi pa še pravi kviz za domače. Ti si kdaj že igral Jokerja kot igralec? Kot tekmovalec? Jaz sem se kvečemu malo živel v to vlogo lahko, ko smo se pripravljali na Jokerja. Takrat sem bil na Portugalskem, kjer so ravno takrat na javni televiziji tudi postavljali Jokerja in sem bil zraven in sem lahko malo doživel, kako to izgleda. Drugače pa tukaj pri nas seveda ne, ker sem zmeraj en korak pri tekmovalcih, ki vem odgovore, tako da težko se vživim pravzaprav vlogo ljudi, vem, da to ni enostavno, jaz jih občudujem, da pridejo pred kamero, jih skušam lepo ujčkati, da se dobro počutijo, vse naredim za to, upam, da bosta ta dva danes se pustila, da bom dobil tudi vse nazaj, jaz ne morem sam narediti oddaje, rabim njihovo dobro voljo, tako da sem zmeraj negotov, nikoli ne veš, ker ko se oddaja začne, takrat vidiš pravi obraz ljudi, lahko so prej zelo zgovorni in duhoviti in vse in se začnejo oddaje in zmrznejo. Ampak ti moraš vseeno oddajo posneti, tako da jaz upam, da se to ne bo zgodilo. Sicer pa letošnja sezona obeta nekaj novosti, ne? Ja, bomo skušali še malo se približati našim tekmovalcem in sicer jim bomo dali v primeru, da bodo pravilno odgovorili na vprašanje za 20.000 evrov. Do zdaj se ni nič zgodilo, pač ostali so na vrhu, zdaj jim bomo dali enega zlatega Jokerja, ki je vreden 100 evrov. Smo dobili sponzorja, ki bo to uredil. Potem pa še eno spremembo imamo, to je drugi bonus Joker, ki bo malo drugačen, mogoče malo težji, ampak je tudi daljši, tako da je možno dobiti več Jokerjev. Bomo videli, kako bodo ljudje to izkoristili. In še ena sprememba, sotekmovalec nima zdaj te naloge, da pride samo enkrat v vlogo Super Jokerja pomagati, ampak dvakrat. Tako da mislim, da smo malo naredili oddajo bolj dinamično, ampak niso pa to za neke res hude spremembe. Tako, malo začimba nova. Nova začimba, tako. Nova začimba, nova sezona. Mario, hvala lepa. Upam na uspešno izvedbo cele sezone. Hvala za želje, držite pesti, gremo v studio. Lepo pozdravljeni in dobro večer. Je sobota zvečer in mi smo se srečali na prvem programu televizije Slovenija. Želji novega kviza Joker, kviza za 20.000 evrov. Le kakšen bo današnji razplet? Ne vemo.